Moja ocena stanja se nanaša na področje javne uprave in širšega javnega sektorja. Gotovo je tukaj najbolj zanimiva in aktualna tema plačni sistem javnega sektorja. Tu moram reči naslednje, če je Drnovškova vlada odigrala na tem področju svojo vlogo s tem, ko je postavila temelj za plačno reformo, sprejela nov sistemski zakon o plačah v javnem sektorju in je Janševa vlada odigrala svojo vlogo s tem, ko je ta sistem spravila v prakso junija 2008, bi morala Pahorjeva vlada poskrbeti za 3 stvari. Prvič, v času krize bi morala obvladati plačno maso v javnem sektorju, drugič morala bi v času krize ohraniti socialni dialog, ki je zelo pomemben, in tretjič morala bi upraviti tiste nujne korekture plačnega sistema, ki sta ga postavili njeni 2 predhodnici. Ugotavljam, da je na vseh teh 3 področjih Pahorjeva vlada v celoti odpovedala. Najprej, kar se tiče pogajanj sindikati javnega sektorja. Vlada je naredila velike taktične napake pri teh pogajanjih. Lahko bi rekli, da se je pogajala po principu šparajmo, pa ne stane, kolikor hoče. Sindikati seveda morajo razumeti, sindikati javnega sektorja, da smo v krizi in da mora v krizi javni sektor deliti usodo gospodarstva. Čeprav so se sindikati 6 let od leta 2002 do 2008 odpovedovali normalni rasti plač in so potem upravičeno pričakovali določene povišice, teh povišic pač ni mogoče realizirati v času krize. To morajo razumeti. In sindikati so bili pripravljeni na nek pameten kompromis, ki bi ga dosegli z vlado, ampak vlada je z strmo v pogajanjih povzročila kaj? Povzročila je prvič, da smo imeli generalno stavko v javnem sektorju, ki je povzročila veliko gospodarsko škodo, bila je izpeljana na nek nespremljiv način, ne spomnimo se samo tistega šikaniranja carine in policije na mejnih prehodih. S vsem tem je nastala velika gospodarska škoda. Ob vsem tem pa vlada ni privarčevala niti evra, ker je zaradi nespretnih pogajanj zamudila, nastopil je 1. oktober, ko je bila dolžna izplačati 3. obrok odprave plačnih nesorazmerij, spravi celih 100 milijonov evrov, kar bodo zdaj javni službenci zanesljivo iztožili, namesto da bi se z njimi dogovorila za nek bistveno manjši znesek, na kar so bili pripravljeni. To je prva velika napaka. Drugi problem je, da vlada ni šparala tam, kjer bi pa res lahko in je imela tudi podporo sindikatov. Recimo, sindikati so pristali na to, da se število zaposlenih v javnem sektorju zmanjšuje za 1% letno. Namesto tega imamo vsako leto prirast števila zaposlenih za približno 2000 v javnem sektorju, kar je v času krize nespremljivo. Velika napaka. Tukaj gre za znesek, recimo tam nekih 60-70 milijonov na letni ravni. Potem, praksa je pokazala, da v javnem sektorju vsi tako rekoč avtomatično napredujejo v višje plačne razrede, ker jih direktorji, predstojniki ocenjujejo z najvišjimi možnimi ocenami, kar nikoli ni bilo mišljeno. Vedno je bilo mišljeno, da so najboljše ocene rezervirane za določen delež tistih, ki so nadpovprečno uspešni in da taki tudi napredujejo. Vlada bi lahko takoj, že pred letom ali 2, ustavila to prakso, določila največji možni delež ocen odlično in zelo dobro in na ta način zajezila napredovanja, tako da bi odstotek tistih, ki napredujejo, postal normalen. In tega ni storila. Torej, na eni strani se je trmasto pogajala in povzročila škoda, na drugi strani pa ni varčevala tam, ker bi lahko brez kakšnih večjih problemov varčevala. Namesto, da bi z premišljenimi, razumnimi koraki racionalizirala javni sektor, uvajala izboljšave v javni sektor, se je z javnim sektorjem samo skregala in povzročila nek popolnoma neracionalen spor in jezo med zasebnim sektorjem in javnim sektorjem, kar je nesmiselno. Nekaj besed o kadrovski politiki Pahorjeve vlade. Zakaj jo posebej izpostavljamo? Zaradi tega, ker je Pahor svojo koalicijo pred volitvami obljubil neko popolnoma novo kadrovsko paradigmo, po sistemu, da bodo ljudje na ključna mesta v javnem sektorju postavljeni izključno na podlagi sposobnosti, da ne bodo zamenjali nikogar
za katerega se ne bo dokazalo, da je nekaj narobe naredil. In premier Pahor je večkrat celo izjavil, da s to novo kadrovsko paradigmo vlada stoji ali pade, tako je rekel. Praksa je pokazala velika odstopanje od tega principa. Ogromno število razrešitev, brez kakršnihkoli krivdnih ali sploh kakršnihkoli razlogov. Zadeva je šla tako daleč, da je na velike razsežnosti političnega kadrovanja opozoril celo predsednik vladnega kadrovsko-akreditacijskega sveta, ki ga je vlada sama postavila in ga je potem razpustila. Še nekaj besed o pomembnih projektih v javni upravi. V prejšnjih mandatih, še posebej intenzivno v letih 4 do 8, sta intenzivno potekala dva pomembna projekta v javni upravi. Eno je bil projekt e-uprave, zagotavljanje elektronskih storitev, informatizacije javne uprave, in druga je bil projekt odpravljanja birokratskih ovir in poenostavljanja postopkov za državljane in za podjetja. Oba projekta sta se začela že tam nekje leta 2000, takrat čez Drnovškovo vlado. Janševa vlada je e-upravo podedovala v dobrem stanju, bila je na 15. mestu v Evropi. V mandatu 2004-2008 smo najprej skočili na 7. mesto v Evropski uniji in potem na 2. mesto v Evropski uniji. No, v mandatu Pahorjeve vlade pa ugotavljamo, da se je razvoj popolnoma ustavil na obeh področjih. Čeprav so na Ministrstvu za javno upravo zelo strokovne, zelo kompetentne ekipe za obe področji, tako za e-upravo kot za odpravljanje birokratskih ovir, je očitno, da ni pravega političnega vodstva, da ni prave politične podpore, zato se na teh dveh področjih ne dogaja prav nič. Nobene pomembnejše nove elektronske storitve v zadnjih 2 letih ni bilo. Razen tistih, ki temeljijo na generičnih rešitvah, ki smo jih razvili že pred nekaj leti. Nobene konkretne poenostavitve upravnih postopkov za državljane ali za podjetja ni bilo. Kar je še posebej kritično v času gospodarske krize, ko bi vlada morala tudi s temi ukrepi izboljševati administrativno okolje za podjetja in s tem izboljševati konkurenčnost gospodarstva. In tukaj je manevrskega prostora ogromno. Čeprav smo veliko naredili, je Slovenija še vedno zelo zbirokratizirana država, preveč je birokratskih ovir in tukaj bi bilo potrebno vložiti veliko energije, političnih naporov in strokovnih naporov, da se te stvari počistijo. Nič od tega, nažalost, ni bilo narejeno. Marsikaj kritičnega bi se še dalo povedati, vendar bom skrajšal. Tisto, kar nas posebej moti, je agencifikacija državne uprave. Ustanavljanje novih in novih agencij, drobljenje državne uprave, čisto po nepotrebno. Agencija za javna naročila, agencija oziroma sklad za upravljanje z državnim premoženjem, agencija za upravljanje z kapitalskimi naložbami. Kar naprej neke nove agencije, to ni nobena rešitev za javno upravo. Upravo je treba racionalizirati, treba je poenostavljati, uprava mora biti odgovorna, ne pa da jo razkosavamo in ustanavljamo nove agencije, ki vedno pomenijo samo dodatno število zaposlenih in zmanjšanje odgovornosti.